Dobrodošli v Sladki akademiji. Danes si bomo kot prvi recept letošnjega leta privoščili klasično italijansko sladico in tole je riževa torta. Kot nekakšen rižev narastek v obliki torte. Tole je popolna vikend sladica, recept je zelo preprost. Skuhamo najprej v mleku riž, potem pa naredimo še slaščičarsko kremo, vse skupaj zmešamo, še mandlje dodamo in spečemo. 1, 2, 3 narejeno. In cel vikend se lahko razvajamo z njo. Dajmo jo pripraviti. Najprej začnemo tako, da skuhamo riž, kar v mleku ga bomo skuhali, tule imamo pol litra mleka, začinili ga bomo pa še oziroma aromatizirali z limonino lupinico ter vaniljevim sladkorjem. Mleko, v katerem bomo skuhali riž, segrejemo, dodamo mu še 2 rezini limonine lupinice ter 2 zavojčka vaniljevega sladkorja ter malce soli. Za kuhanje bom uporabil okroglo zrnati riž, kar arborijo sem izbral za ta primer. 150 gramov ga dodamo v vrelo oziroma dobro segreto mleko, potem pa tole kuhamo in mešamo 20 minut. Vmes pa lahko pripravimo vse za slaščičarsko kremo. Potrebovali bomo 5 rumenjakov, beljake pa prihranimo za kakšno drugo sladico. Za slaščičarsko kremo odmerimo še pol litra mleka, dodamo mu strok vanilije skupaj s semeni in začnemo segrevati. K rumenjakom pa primešamo sladkor ter škrob in vse skupaj dobro premešamo z metlico, tako da dobimo enotno zmes. Zdaj bomo pa to stemperirali z vročim mlekom, postopoma ga vlivamo in z metlico ves čas mešamo. To nato vrnemo nazaj v lonec in na zmernem ognju kuhamo, dokler krema ni pripravljena. Zdaj, če vam je mešati 2 posodi hkrati malo preveč, lahko najprej skuhate riž, ga ohladite in potem ločeno slaščičarsko kremo, ampak si dajte izziv, je le novo leto, pa je treba poskusiti nove stvari. Tako, slaščičarska krema je zdaj narejena, lahko jo tudi precedimo, če so se slučajno naredile kakšne grudice. Zdaj pa v večji skledi zmešamo še topel riž, kateremu dodamo maslo, primešamo še mlete mandlje. Takole naša riževa torta že skoraj pripravljena, še slaščičarsko kremo vmešamo, vse skupaj premešamo, malce se mora ohladiti, zdaj bomo dodali še eno jajce noter, da vse poveže, potem pa tole v pečico in naša torta bo malo ready. Na tej točki dodamo aromo ruma ali rum, vse skupaj premešamo in na koncu dodamo še eno razžvrkljano jajce. Masa za riževo torto je sedaj pripravljena. Zdaj pa vzamemo en pekač, tole je 23 cm premer, 22 do 24 bo v redu. Jaz sem dal na dno papir za peko, pa malce namastil robove, sicer sem dal še malo mandljev po robovih, ampak pomembno je samo, ali date na dno papir za peko, ali pa imate obroč, ki ima odstranljivo dno, da se bo tole lažje ven dobilo. Zdaj pa vlijemo in damo v pečico. Tole vlijemo v pekač premera 23 cm in prestavimo v pečico. Jaz sem pekel 45 minut pri 170, nekje od 40 do 50 minut bo trajalo. Nato pa pustimo, da se torta popolnoma ohladi in jo vzamemo ven iz pekača. Najboljša je ohlajena, jaz jo postrežem s sladkorjem v prahu, super se pa obnese tudi marelična marmelada. Želim vam dober tek!